Dobrodošli v silvestrskem specialu konec leta 2023, izbor najnih top 3 razstav, ki sva jih videla letos. Če ne drugega, da se malo spomnimo, kaj se je med drugim zgodilo na kulturni oziroma vizualni sceni, oziroma kaj je nama ostalo v spominu. Zakaj nama je ostalo v spominu in ali to pomeni karkoli za kogarkoli, bova pa vsaj malo spomnila in mogoče koga pohvalila. Z vami sva torej Jernej Čuček-Gervec in Maša Žekš, poslušate Kritiški posladek, danes brez gosta, zgolj kratek čvek ob zaključku leta, malo refleksije in spominčkov. Lepo pozdravljeni, poslušate Kritiški posladek. Posladek. Ok, greva kar v krogu oziroma po pendulumu, Jernej? Ok, swing left, swing right. Ja, moja prva razstava je bila pravzaprav nekje v sredini leta, april do juni, v Kapelici. David Bowen, Telepresentem veter. Ne vem, če si ti uspela pogledati. Ne. Šlo je za intermedijsko razstavo, seveda, ker gre za Kapelico. David Bowen je pripravil delo z travnitimi bilkami, priključenim na servomotorje, ki so se v sinhrono premikali in oponašali premikajočo travo v vetru. Govorimo o pravih travnatih bilkah. O pravih travnatih bilkah, ne vem, koliko jih je bilo na razstavi, nekih 100 recimo. Vsaka posamično na svojem aparatusu, za svojim servomotorčkom in so se potem sinhrono skupaj premikali glede na veter, ki je prihajal, žal ne vem skje, ker se nisem toliko zapomnil z razstave, ampak v bistvu so ustvarjali ta občutek, kot da bi bil nekje na travniku, ker se ob sapici premaknejo ta visoka trava in bilke in se tako malo zamajajo, zatresejo. Tako, dosti preprosta gesta z neko implikacijo prikazovanja nekih podatkov z nekega drugega konca sveta, hkrati pa ful poetično in tudi dosti za uživati ob premikanju teh robotiziranih bilk. Drugega konca sveta, as in ta veter je bil nekje v Ameriki, primer, ali kaj? Ja, ne vem, iz kje je ta David Bowen, ampak ja, šlo je za to, da je to vse te podatke nekega vetra z nekje pobirali, so se potem prenašali prek spleta in Aha, torej v živo. v živo, ja. Tudi sama predstava, ne, Telepresentem veter, to je tako, kot je že samo povedno, zakaj se gre. Meni se je zelo kar zanimiv pristop, enkrat toliko v Kapelici, da ni zavisi vse samo na tehnologiji, ampak da ima tudi neko to poetičnost, ki je nekako sožitna z delim samim. Bolj je taka tudi ambientalna malo razstava. Ja, jaz mislim, da ima tudi potencial, da bi bila predstavljena nekje v kakšnem večjem aspektu, recimo v kakšnem bienalu bi komod lahko bila ta razstava, za razliko od kakšnih drugih intermedijskih del, ki jih težje umeščaš na tak konec. Mogoče ima take, recimo od tak vibe, kot so recimo James Turrell, tisti njegovi prostori ogromni. Tako pač res ustvari prostor, ne samo delo. Tako da se mi zdi, da zaživi s prostorom, v katerem ga dejansko toliko transformira, da imaš občutek, da imaš neko novo izkušnjo. Zato mi je tudi ostalo spomin, zato mi je bila všeč. Pogledal sem si v bistvu po nekem slučaju, nisem niti namenoma šel tako da sem kar na srečo ujel to zadevo. Ok, cool. Ja. Ti, Maša? Jaz imam moje top 3 razstave v letu 2023, ki jih nisem torej jaz kurirala, ampak nekdo drug. Niso bile čisto lahke odločitve, ker sem pač videla ful enih stvari, ampak v glavnem sem se odločila za prvo, ki jo omenim, torej razstavo Nevidna roka, podoba od ateljeja do algoritma. To je bila razstava, ki je bila v UGM-u v Mariboru med julijem in oktobrom letos. In sicer kuriral jo je Jure Kirbiš. Umetniki in umetnice na razstavi pa so bili torej Matija Bobičič, Evgen Čopi-Gorišek, Jure Kastelic, Natalija Kulka, Gašper Kunšič, Stipan Tadić, Alex Macedo, David, sorry, francozi, znaš ti izgovoriti ta
Žal ne. Jaz bi rekel, ja, neki Rapenau. Ravenau. Ne, Rapenau, ne vem, nimam pojma. V glavnem gospodič iz Francije in Katarina Schilling in pa Sofija, mađarski priimek, ker res, pa tako je bila tudi na Bienalu pred parimi leti. Kerestes. Ja, v glavnem to je ta razstava, o kateri sem jaz sicer tudi pisala za Koridor in mi je bila ful všeč, zato ker sem pač videla ene par stvari od umetnikov in umetnic, ki sem jih prvič uspela videti v živo, sem jih pa že prej spremljala naprimer na Instagramu ali pa na drugih razstavah ali pa Bienalu. In v tem oziru to zelo sovpada s tematiko razstave, ki tematizira nekako tiste umetnike in umetnice, ki so svojo prezenco nekako zgradili s pomočjo algoritma, torej na družbenih omrežjih, na Instagramu, preko neke digitalne podobe, ki se potem torej kar nekaj v kontrasmeri manifestira v fizični uspešnosti. Tako da zelo sem bila navdušena nad torej temi slikami od Matije Bobičiča. Ful so mi všeč te roboti pa te reference na neke stare 2000s pa 90s risanke in ostale popularne reference, isto od Eugena, ki ga večina od nas verjetno spremlja na Instagramu, pa slik nismo, pa vprašanje, kdaj jih bomo spet lahko videli v živo. Podobno velja za Jureta Kastelica in pa za Stipana Tadića, ki v bistvu živi zdaj v New Yorku že nekaj let. In ima tudi v bistvu ta mešanica Balkan / nekdo, ki je zdaj živi v Ameriki in tam ustvarja in se v bistvu te reference njegove kulturne, zgodovinske, politične mal prepletajo. Zato le Sofijo, ki ustvarja tele kipce ko v bistvu izgledajo kot neki mozaiki, neke take z verigami prepletene, na pol vesoljske, organske, pastelne skulpture, ki so res full fine. Sicer jaz sem takrat imela neko pripombo, da so jo slabo umestili, da so dve njuni deli slabo umestili na razstavo, ko so bile tam spodaj pri štengah, ker je škoda, ker so pač res hude. No, jaz spomnim se tega komentarja tvojega. A se spomniš njenih del na Bienalu beneškem? Pač ona je predstavljala torej Madžarsko, ne, na Bienalu in so bile res hude, pač cel prostor s temi njenimi skulpturami in verigami in te verige po tleh, po luftu in to. Meni tako zelo všečna, no, tako da v bistvu mi je bilo fajn tudi pol, da je bila na našem grafičnem Bienalu v Ljubljani, tako da upam, da jo bomo hitro videli še kje drugje. No. Medtem ko tale David, gospod Francoz, te njegove risbe so pa res zelo fascinantne, no, v bistvu so take zelo, ne vem, neke osebe narisane na nekih francoskih balkonih, v nekih francoskih interjerjih, kjer so vsi spotegnjeni, tako zelo manieristično, vsi imajo neke čike v roki, pijejo, imajo tako neki punkerji, so vsi tako res hude risbe. Je pa res, da mogoče na nekem Instagramu ali pa tako digitalno na ekranu ful bolj pridejo do izraza, kakor mogoče v živo, ker gre v resnici za neke original risbe, ki so manjših formatov. Ja, in tudi vsi ostali, ki sem jih omenila, so bili v bistvu kar navdušujoči. Tako da meni je bila ta razstava zelo všeč. Upam, no, da jo je uspel čim več ljudi videti. Bila je sicer tudi kar dolg časa odprta, no, tako da to je nekaj, kar bi bila moja prva izbira. Prva izbira, ti si šla prav po lestvici. Ja, ne, v bistvu sem mislila, da bi mogoče šla from bottom to top, ampak pol sem se odločila, da mogoče so si vsaj med sabo malo toliko različne, da ni fair, da jih nekako tako umestim. Tako da to sem se pač, ta je bila pač prva, lej. Moja naslednja zadeva, oziroma naslednja razstava, niti ni bila razstava v resnici, šlo je za, po mojem, rezultat neke rezidence pri galeriji Ravnikar, Valerija Intihar, Plinting podstavljanje. To se je dalo videti istočasno, ko je bil Art Weekend. Ljubljana Art Weekend. Takrat so bile sicer 3 razstave zgoraj v Ravnikarju, to je bilo pa od spodaj v kleti postavljeno kot neke vrste instalacija. Naslov je bilo podstavljanje, Plinting. Žal, ker to ni bila prava razstava in žal, ker nima Ravnikar. Kaj misliš, s tem ni bila prava razstava? Niso jo tretirali kot pravo razstavo, tudi kot rezidence Ravnikar nima ravno arhivskega sistema, da bi lahko človek kaj poiskal.
Ni dosti informacij na internetu, v bistvu praktično nemogoče jo najti pod imenom printing ali podstavljanje. Kome, da sem nekako dobil potem ven, kdo je bil sploh avtor, ker sem že pozabil. To smo šli skupaj pogledati. Ja, to smo šli skupaj pogledati takrat za Ljubljana Art Weekend. Šlo je, mislim, meni je všeč ta koncept tega podstavljanja in v bistvu prevzeti te ideje, ki je itak že tako nekako v sami umetnosti, da se uporablja ta podstavke oziroma plinte in da je to nekako ta avtorica naredila v neko zgodbo, neke instalacije, ki je bila dost razgibana. Estetsko je bila sorazmeroma raznolika z res širokim naborom materialov uporabljenih za ustvariti efekt. Dejansko se je pa tudi videlo, da ni šlo za eno posamično delo, ampak za skupek nekih mogoče del ali pa tudi ne del nekih kosov, ki so bili mogoče bolj ambientalni kot sama umetnost. Ampak skupaj so ustvarjali nek ambient, ki je imel tak zanimiv Zdaj ne to, kad to poslušam, mu nič ni jasen, o čem govoriš. Ja, zdaj opiš kakšno stvar. Tudi jaz se ne spomnim dosti, kaj je bilo gor. Spomnim se, da so stvari podstavljale stvari in so bile stvari na stvari. Niso bile vse stvari podstavljene, stvari so bile tudi samo podstavke. Pa spomnim se, da je bil nek projektor, pa da je bila neka... spomnim se v bistvu razstave bolj kot celoto, kot nek ta ambient. Kaj sem jaz prej rekla? Razstave, ki sva si jih najbolj zapomnila, ne vem, kaj je bilo na razstavi. Ja, ful bi bil vesel, če bi jo lahko... Mislim, spomnim se približno, kaj in kako je bilo... A nisva nobenih fotk našla na internetu? Ne, se to pravim, da ni arhivskega materiala od razstave, tako da samo kar mi ostaja v spominu. Mi ostaja bolj kot ne vtis. Mislim, meni se zdela to bolj razstava, kot ne toliko za to, kar predstavljam, ampak za to, da ustvari nek občutek tega printinga in spopadanja s tem konceptom, ki se ga je v bistvu nekako umetnica zamislila. Printing sam po sebi oziroma podstavljanje ni nekaj, kar bi ne obstajalo, ampak ni pa bilo označeno v tem načinu. Se mi zdi, da je bil dober ta poseg s tem wordplayom in hkrati tudi ta razstavljanje ne del oziroma del v ta prostor in v bistvu za sosledjem, z ritmom, s postavitvijo kosov ustvariti neko dobro vzdušje. Ok, mogoče moja naslednja stvar je mogoče malo kontra od tega. In sicer razstava Kruha in iger, slikarstvo Toneta Kralja od 1941 do 1945. To je bila razstava v Cekinovem gradu med junijem in zdaj do decembra je bila odprta, torej v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. To si napisala kritiko, če se prav spomnim, ali smo se sam pogovarjali o temu? Ni bila toliko kritika, kakor je bila bolj neka reportaža, ampak v glavnem razstavo sta pripravila Kostosa Tina Fortič-Jakopič in Marko Ličina v sodelovanju z Restauratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in v bistvu je šlo za to, kot tudi naslov napoveduje, pregled Tonetovih slikarskih del med letom 41 in 45, torej v času druge svetovne vojne. Ni šlo zgolj za samo pregled njegovega opusa v tem času, ampak za izpostavitev ene zelo specifične slike, ki so jo zdaj nekaj let restaurirali in odkrivali na novo, ker je bila pač na neki Tonetovi sliki streljanje talcev, ki jo je muzej hranil že vrsto let. Se je vedno videlo, da je odzadaj na hrbtni strani te slike še nekaj drugega, ena druga slika, ki je bila pač premazana z nečim. Sicer se je videlo, kaj je približno spodaj, ampak noben se nikoli ni lotil tega restauratorskega raziskovalnega postopka. No, zdaj se je pa to končno zgodilo in v bistvu je cela ta razstava nastala, ker so pač zdaj to novo, odkrito sliko postavili na ogled in so v bistvu torej izhajali iz te slike, za razumevanje katere je bilo fajn v bistvu narediti nek cel ta pregled njegovega dela v tem istem obdobju. In so si izposodili njegova dela iz ostalih zbirk slovenskih po muzejih in nekako naredili tako zelo kompaktno, ne predolgo, ne preobsežno, ampak vsebinsko zelo zgoščeno in pa ful pomembno razstavo, ki se pač navezuje na slovenski prostor v času druge svetovne vojne in kako je Tone Kralj sam to razumel in dojemal in kako se je on pač selil, se skrival po cerkvah, vmes slikal cerkvene stenske poslikave in kako je potem ta platna skrival in to. In med drugim tudi ta misteri, zakaj je zdaj to sliko, ki ima naslov Kruha in iger,
zakaj jo je preslikal in ali jo je sploh on preslikal, kdo jo je preslikal, pač ne vemo. Ne? Ampak v glavnem na razstavi je bila torej razstavljena slika, ta nova, na način, da si lahko pogledal sliko z obeh strani. Ne? Pač upeta je bila v neko steno noter, da si lahko šel okoli in okoli in z ene strani si videl to streljanje talcev, na drugi strani pa Kruha in Iger, pač v bistvu Kruha in Iger pravilno postavljena in zadej streljanje talcev za 45 stopinj, ker je v bistvu ena stran bila ležeča, 90, sorry. Zakaj se mi je zdela ta razstava super? Ker je umetnostno-zgodovinska, ker vključuje te druge discipline, ne, kot so restauriranje in konzervatorstvo in malo zgodovine zraven, hkrati pa ta Tonetova dela slikarska, ki so res izjemna in polna neke te ikonografije, ki je vezana na politiko, na zgodovino, na specifične zgodovinske osebnosti, torej na fašizem, na antantne sile, na izgon slovenskega prebivalstva, na poboje, vse te zadeve. Medtem ko on v resnici ostaja do neke mere dosti nevtralen, ne pač kako to prikazati z neko ikonografsko zadevo, ki je tudi vizualno zelo efektivna. Ne. To je bila res odlična razstava. Jaz sem bila tudi na vodstvu javnem, ki ga je vodila Tina Fortič Jakopič in je bilo res izjemno. Tako da, sorry za vse, ki ste to zamudili, pa niste šli pogledati. Moja zadnja zadeva v bistvu, smo rekli razstave, ampak žal tudi v tretje ne bo razstava. Gre za performance, v katerem sem bil priča oziroma v katerem sem sodeloval, bil povabljen. Šlo je za zaključek rezidence Coraline Guilbault, spet francoski priimki. Ko sem prišel jaz v Meat Factory, ona zaključevala svojo rezidenco. Ona je prišla v Meat Factory z rezidenco z željo, da bo v bistvu naredila raziskavo, neko arhivsko raziskavo o samem Meat Factoryju. In potem ni točno vedela, kako bo zaključila zadevo, oziroma kaj bi bil pač ta njen outcome, oziroma s čim bi ona pravzaprav markirala ta konec svoje rezidence. In takrat se spomnim, da smo se pogovarjali, ona še se dosti razmišljala, kaj bi naredila, kaj ne. Na koncu se je odločila, da bo pod impresijo nekega drugega umetniškega dela, ki ga je v svojih raziskavah najdla, kjer so se v bistvu neka skupina umetnikov je neko delo naredila in potem se je to nekam skrilo in pol so bili tudi neki intervjuji čez nekih 10-20 let in so jih vprašali, kje je to delo, kam se je to skrilo in vsi so rekli, da ne vejo, ampak pač noben ne ve, res ne vejo ali ne vejo. In njej je bila ta ideja zelo všeč in glede na to, da v svojih raziskavah je ugotovila, da ko se je odprl Meat Factory, da so naredili neko tako social media fotko, kjer so bili tej ustanovitelji oziroma tej ekipa pred neko skrinjo, s katero se je svetlo ven, ko češ našli smo zaklad v Meat Factoryju, kot vabilo, da ljudje pridejo pogledati, kaj se dogaja. Je se ona odločila, da bo dejansko skrila nek zaklad v Meat Factory na neznano lokacijo in kot zaključek svoje rezidence je zbrala v star arhivski material, ki ga je lepo spravila v mapce in to. Ena druga rezidentka je pomagala narediti železno škatlo, v katero se je potem vse to pospravilo in potem je to z vsem njenim materialom raziskovanja, s tem papirjem, da smo te in te prisostvovali in ne bomo nikoli povedali, kje je ta lokacija se spravila noter in to se je potem skrilo nekje tam. Več koliko ne smem povedati, ker smo si vsi rekli, da pač ne bomo izdali lokacije, če se sploh še spomnim, kje je. Ne? Ampak se mi zdela taka ful zanimiva gesta in tudi ful zanimivo prisostovati pri nečemu, kar načeloma za cel life ne bi povedal, tako bi so res močna gesta. Mali cringe. Mali cringe, ampak je pa tudi kaj da fun. Okay. Tako zato se mi, to moram reči, da je bil pač iz vidika prisostovati nekemu performansu, biti deležen tega performansa, zelo zanimiva zadeva. Ok, zdaj moj izbor je zelo homogen v resnici. Mislim, tretja moja izbrana razstava nosi naslov 3x2, Marko Jakše, Iva Tratnik, Mitja Ficko in Bojan Šumanja. Kustos razstave je bil Dušan Fišer, torej gre za Mestno galerijo na Ptuju. Razstava je isto bila med majem in junijem, torej same neke poletne slikarske imam, ne, zdaj na ključje. Torej šlo je za razstavo, ki je
slikarsko skupinsko razstavo, kjer so bile razstavljena dela, ki jih je Marko Jakše delal skupaj z bodisi Ivo Tratnik, Mitjem Ficko in Bojanom Šumanjo. In izbrala sem si to razstavo, ker so pač sam ta dela bila zelo impresivna, še posebej dela, ki jih je naredil skupaj z Ivo Tratnik, ker ima Ivo Tratnik te asemblaže in to umeščanje različnih materialov na platno, / na prt, / na juto, / na gobo, / na tkanino in tako zelo intenzivne barve, intenzivne teksture in nek posamezne slike, ki so jih skupaj naredili, so zelo intenzivne v barvah in v vsebini in na večina slik se dejansko vidi mogoče, kjer del je naslikal kdo. Še posebej isto spet pri Ivi Tratnik, mogoče ta njena vsebina pa njena ikonografija malo bolj ven izstopa, vključevanje teh različnih insektov ali pa načinov, kako umešča različne materiale, ampak te veliko formatne slike, nekatere slike sestavljene iz 4 delov, ne, to ne vem, kako so. To tudi ne moreš kar v vsaki galeriji zares razstaviti, ker ni dovolj placa, ker slike ne morejo dihati. Ne? In tukaj je bilo pa z vsakim posameznim umetnikom skupaj, ko je Marko delal, recimo, da je bilo po 10 slik, torej 10krat, to je bilo 30 slik zagotovo na razstavi. Nekatere tiste, ki jih je delal z Mitjem Fickom, recimo, so bile že razstavljene v Mestni galeriji v Ljubljani. Isto leto sem na prelomu, torej po zimi decembra, te od Ive Tratnik, no pa od Bojana sem pa jaz videla prvič in so me nekatere res presunile, no, res izjemne slike. Tako da tudi to upam, da je uspel čim več ljudi videti, no, jaz sem tudi to razstavo pofotkala, milijon nekih detajlov sem poskušala zajeti, ker so res ene stvari bile toliko zanimive, no, da bi lahko res cel dan bil na tej razstavi in pa sem gledal te izseke. V glavnem je šlo za slike, ampak pač intens in sem velik podob, veliko ikonografije, veliko barv, veliko živali, veliko nekih kostkotov, nekih podob, nekih vmes kolažov, nekih napol grafičnih zadev, krščanska ikonografija ali pa zgolj neki vzorci, neke tapiserije, neki prti, neki izrezani papirji, neke dlake, v glavnem tako zelo intenzivno, nekaj, kar mogoče na fotkah se sploh ne vidi, še posebej, če se jih gleda oddaleč, pa prideš blizu, pa ugotoviš, da je stvar 10 cm debela. Tako da ta razstava je bila tudi zelo odlična, no. Si želim še več takih razstav. Tako da to je to. Omenjene razstave bova polinkala v opis. Vse dosedanje epizode lahko za nazaj poslušate na glavnih audio kanalih, kjer občasno klepetava tudi z različnimi gosti. Želiva vam prijetno silvestrovanje in vse dobro v letu 2024. Vse bo okej. Vse bo okej. Zdaj imava nek sistem, če nama slučajno kdo hoče donirati cash, da si kupva kakšno kavo. Sva se prijavila na ta Buy Me Coffee. Klikneš na link, nama kupeš kavo ali več njih, če ne drugega. Srečno. Oša. Boš malo zapredla? Te malo zapredi.